Stop play! Jojo, Blaž, pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, kar v redu. Moram reči, da je za mene kot nogometnega navdušenca tale teden kar zanimiv. Reprezentanca med vikendom, potem še derbi Maribor Olimpija, v Ligi prvakov ne govorim, krasne novice iz une strani luže, tako da meni je super, ta teden je res tak zanimiv. Ti se ne pritožuješ, zdaj v karanteni si doma, gledaš fuzbal, gledaš basket, zraven tudi seveda basket reprezentanca. Ne, zdaj kar sem doma delam, tako da na slučajno mogoče moj delodajalec posluša podcast, pa bo rekel, da pač sam televizijo gledam doma, tako da pač delam. Ja, prav, ker si tako naštel 5-7 tekem, ki si jih verjetno pogledal v zadnjem tednu, ampak ja, vse v večernih časih, seveda, takrat, ker ni več delovnega časa, ampak ja, potem praviš, v karanteni ti ni dolgčas, doma nekako lahko prebrodiš z vsem tem športom tole. Ja, brez problema. Se to je tis, jaz sam upam, da se bodo te lige vsaj obdržale, nekako, da ne bo COVID prekinil še morda sezon, da bojo ti ukrepi, ki jih sprejemajo, ki jih imajo vse te lige, nekatere bolj, nekatere manj uspešno, morda bi bila to tudi kakšna zanimiva tema za kakšen podcast, kako se različne lige spoprijemajo s tem COVIDom. V vsakem primeru pa manjši ali večji meri, v določeni meri je COVID vplival do sedaj na sezone in košarkarskih ligah in v nogometnih, ampak ja, da ne bom jaz takoj že na začetku podcasta zaplavil, Blaž, danes sva rekla, bo zdaj na hiter obdelala nekaj o večnem derbiju, potem se pa še malo dotaknili na košarkarske reprezentance, teh pravkar končanih kvalifikacij, predvsem potencijala te reprezentance, kaj lahko zdaj na podlagi teh dveh tekem potegnemo, sklepamo naprej za kvalifikacije in morebiti nastop na olimpijskih igrah naslednjo leto, kar bi bilo pa res lahko krona vsem v tem, če bi seveda še Luka bil zraven, bi bilo lahko super, ampak v tem malo več kasneje. Ja, bova začela kar z nogometom, ampak preden zdaj se lotiva večnega derbija, bi samo pozval poslušalce, da všečkajo tale video posnetek in se naročijo na naš kanal, če se še niso na YouTubeu, in kliknejo seveda tudi tisti zvonček, da bodo vedno obveščeni, ko pride nov podcast, in pa seveda, da enako storite na iTunesih, SoundCloudu, na Spotifyju, kjer smo sedaj po novem. Na kateri platformi pač poslušate, ne pozabite se naročiti na kanal, da boste vedno obveščeni, ko pride nov podcast. Zdaj ta formalnost je šla skozi, sedaj pa lahko se lotiva večnega derbija. Še en večni derbi, za katerega se zdi, da skoraj da nikoli ne razočara. Mislim, res lahko redko rečemo, da smo spremljali dolgočasen derbi. Vedno se zdi, da tudi če ekipi, ne glede na to, kakšni sezone imata, v kakšni formi sta v tistem trenutku, se zdi, da skoraj da vedno res najboljše prišparata ravno za te derbije in tudi tokratni se zdi, da ni razočaral. 2-0 za Olimpijo. Tvoj vtis, Blaž, tvoje razmišljanje? Jaz iskreno bom rekel, da je bil to eden izmed boljših derbijev v zadnjih letih. Jaz imam više standarde za to, kaj so zanimive tekme kot ti, kar se tiče nogometa, tako da, ja, mislim, ne, sej to nisem zdaj tako mislil, ampak mene redke, mora biti res zanimiva tekma, no, da me navduši, ker gledam nogomet, to je moja hiba, malo preveč včasih iz analitičnega vidika, ne toliko iz športnega, razen ko igra slovenska reprezentanca, kjer pač gledam bolj iz navijaškega vidika. Kar se pa tiče tega derbija, res zdaj sem eden izmed boljših v zadnjih letih. Obe ekipi sta pokazale, zakaj sta trenutno na vrhu lestvice. Po dolgem času sem videl Olimpijo res diktirati celoten tempo igre, se pravi, dejansko so Mariboru pustili igrati ravno toliko, kot so sami želeli, oziroma je Maribor bistveno bolj bil odvisen od tega, kaj počne Olimpija, kot Olimpija od tega, kar počne Maribor. V prvem polčasu se je zelo lepo videl, kako je Olimpija dejansko vršila visoki pressing, visoko obrambno linijo, praktično celoten prvi polčas in s tem povzročala ne malo težav Mariboru, ki
tega visokega presinga enostavno ni znal prebiti, razen mislim, da enkrat ali dvakrat, ko so potem tudi prišli do lepih priložnosti za zadetek, pa jih je potem vratar obranil ali pa pač enostavno žoga ni hotela v gol. Ampak to je nekako vedno posledica tega visokega presinga, se pravi, ko se tudi celotna obrambna linija potegne nekoliko više proti nasprotnikovem golu in posledično, če lahko hitro prebiješ to prvo obrambno linijo, zelo hitro potem stečeš mimo obrambnega zidu in pač sam proti vratarju. Olimpija pa sej, kot sem že rekel, s tem visokim presingom so dobivali zelo veliko teh sekundarnih žog predvsem in ko ti že v napadalni tretjini vzameš nasprotniku žogo, si zelo hitro tudi nevaren za gol in na koncu se jim je to izplačalo ne samo v tem, da so zadeli po eni taki podobni akciji gol, na drugi strani so si ustvarili tudi izjemno veliko priložnosti in v bistvu je Maribor imel v prvem polčasu srečo, da je prejel samo en zadetek. No, v drugem polčasu pa ja, jaz sem že napovedal, mi sva se pogovarjala med polčasom, kaj sem ti rekel, da se bo zgodilo? Ja, si rekel, da se bo Olimpija potegnila malo bolj nazaj, posledično bo seveda imel Maribor malo več žogo in bojo bolj nevarni za gol. In dejansko se je to potem tudi zgodilo. Ja, ker enostavno pač jaz vem, kakšne so fizične pripravljenosti v slovenski ligi, ker pač to opažam iz tedna v teden in pač fizična pripravljenost ni na nivoju tistih najboljših lig, pač to je dejstvo in o tem me ne bo noben prepričal drugače in enostavno jaz sem vedel, da Olimpija ne bo zmožna še celotni drugi polčas enako kakovostno pritiskati na zadnjo linijo nasprotnika in posledično, ko ti začne zmanjkovati energije, se avtomatsko potegneš nekoliko nazaj, ampak spet taktika Olimpije je bila, da pustijo Mariboru žogo do tam, kjer jim je dejansko dovoljeno. Pustili so jim, da so imeli žogo nekje tam do 18, 19, 20 metrov stran od gola in potem se je postavil obrambni zid Olimpije, ki ga pa enostavno Maribor ni mogel prebiti razen dveh akcij. Ena bi lahko dejansko rezultirala v zadetku, ampak drugače pa nasplošno niso bili nevarni za gol. Na drugi strani pa preveren recept izpeljan strani Olimpije, proti napad, spet Maribor ni dobro pokrival teh sekundarnih žog, vratar je obranil prvi strel Ivanoviča in na koncu se je odbila žoga do Vombergarja, ki v bistvu pospravil žogo in odločil derbi in potem Skender je še nekoliko bolj zgostil prostor pred svojim golom in Maribor je dejansko bil pokopan, niso več našli ideje, kako prebiti sredino. Recimo zanimivo mi je bilo, da niti niso igrali tako zelo veliko preko krilnih položajev, so bolj igrali preko sredine, kjer pa je ponavadi že, mislim, ko je bunker, se ponavadi zgosti ravno sredina, ker se potegnejo nazaj tudi vezni igralci. Je bilo kar zanimivo videti, no, ker se je Olimpija v določenih trenutkih proti koncu tekme se je branila dejansko z dvema linijami po 5 nogometašov. Tako prav zanimivo je, lahko bi prav črto potegnil. Je bila ena vrsta 5 nogometašov in druga vrsta 5 nogometašov. V tiste medprostore Mariboru ni uspel spravljati žog, da bi ustvarjali zmedo v obrambo in na koncu v bistvu zaslužena zmaga Olimpije in na koncu si dobil občutek, da če bi moštvi igrali še 3 ure, mislim, da Maribor ne bi prišel do zadetka, tako da ja. Ampak glede na pripravljenost, o kateri si govoril, še 3 ure ne bi mogli igrati. Ja, no, mislim, se izraven vpliva to neki tudi vreme, ne. Zdaj smo že decembra, včeraj je padel sneg, ti moraš pa v zunaj zdaj na tem mrazu igrati, mislim, to tudi pripomore delno k temu, da telo prej upeša, tako da jaz moram reči, da je to bil en izmed bolj zanimivih derbijev, obe moštvi sta pokazali, zakaj sta trenutno v najboljši formi in jaz moram reči, da se veselim naslednjih tekem. Slovenska liga osebno mislim, da ni tako zelo slabe kvalitete, kot mogoče marsikdo misli, je pa definitivno ena stvar res, da včasih zgleda, če gledaš top lige, pa potem prešaltaš na slovensko ligo, kot da Slovenci igrajo tako v enem takem počasnem posnetku, ker igra načeloma je nekoliko počasnejša, ampak to ne zaradi tega, ker bi bili igralci počasnejši, ampak zaradi tega, ker enostavno sprejemajo odločitve nekoliko počasneje. To je pa pač tista nijansa, ki loči potem igralce, ki igrajo v slovenski ligi od unih igralcev, ki igrajo v boljših ligah, ampak zanimiv derbi, zanimiva liga in res se veselim v bistvu že naslednjih krogov. In boljšega vremena, oziroma pogojev za igro, seveda, ki posledično pripeljejo tudi do boljših predstav ekip. Mislim, da si bil več kot dovolj izdaten, zdaj lahko malo zajameš sapo, pa če ne bi še kaj dodal v sami tekmi, ker jaz pravzaprav nimam tukaj kaj za dodajati, greva lahko že kar na košarkarsko reprezentanco.
Ja, se popolnoma strinjam. No. Vse bi vam povedal še kaj več, ampak nažalost statistika in slovenska liga sta dva pojma, ki očitno ne gresta skupaj. Tako da razen tega, da dobiš statistiko o tem, kdo je imel večjo posež žoge, ne dobiš ničesar drugega. Ja, to je res ena stvar, ki je pa pri košarki malce bolj dodelana. Sicer je košarkarska statistika tudi malce lažja zaslediti. Razen seveda, ko govorimo o napredni statistiki, vendar je tudi tukaj več stvari na voljo za evropsko košarko, kot pa za nogomet, za kakšno Premier ligo, ki jo ti zelo veliko spremljaš, lahko dobiš seveda malo morje zanimivih podatkov, ki seveda znatno prispevajo k dobrim analizam, kjer lahko res v najmanjše detajle razdelaš igro ekipe, ampak za slovensko ligo so pa kakšne take stvari širši javnosti nedosegljive. Ja, nažalost. Se jaz bi kaj več povedal tudi o taktikah, ampak če jaz zdaj govorim o taktikah, kako ste se postavljali Maribor pa Olimpija in kako je kjer probo drugega pretentati na igrišču, brez da vam sliko pokažem, kako to zgleda, pač ne boste vedeli, o čem govorim, tako da mislim, da je to, kar sem povedal, več kot dovolj. Si opupal, preden si začel, ampak ja, morda celo kakšen posebej podcast na to temo, ali pa seveda kakšnih od prihodnjih tekem, morda bova tudi kakšno večjo tekmo Lige prvakov razdelala, kjer boš pa lahko postregel tudi s takimi podatki. Rekla sva, košarkarska reprezentanca je dobila zadnji 2 tekmi kvalifikacij za Eurobasket 2022 in potem po porazu Avstrije proti Ukrajini v ponedeljek s tem še uradno dokončno potrdila vstopnico za Eurobasket. Evropski prvaki bodo 5 let po osvojenem naslovu dobili priložnost za ubranitev tega naslova. Zadnji 2 tekmi so dobili relativno suvereno, brez večjih težav proti Avstriji in Ukrajini, kar glede na zadnje kvalifikacije za svetovno prvenstvo in tudi začetek teh za Eurobasket in porazu z Madžarsko, neprepričljivi igri tudi proti Avstriji, smo bili vsi seveda rahlo skeptični. Malce smo začeli že dvomiti ne samo v selektorja Trifunoviča, ki je bil deležen precejšnjih kritik, ampak tudi v kvaliteto igralcev. Kljub temu, da so recimo igralci, Prepelič je v zadnjih nekaj letih naredil ogromen napredek, res napredoval v vseh področjih košarkarske igre, je res postal eden izmed najboljših evropskih shooting guardov. Lani je bil celo najboljši strelec španske lige, tudi v Eurocupu mislim, da 2. ali 3. najboljši strelec, vsekakor med prvimi 3. Tudi napredoval pri organizaciji igre, izboljšal vodenje žoge, res postal nek celovit branilec in zdaj to letos v Euroligi še dodatno potrjuje. V zadnjih tednih odlično. Pri Zoranu Dragiću vemo, je bilo samo vprašanje, koliko časa bo rabil, da se vrne po težkih poškodbah in v zadnjih časih prav tako kaže vrhunsko igro. Potem je tukaj še Jean-Marc Šiško, ki se tudi razvija v dobrega organizatorja. Te 3 so namreč manjkali na teh zadnjih 2 tekmah. Potem pa seveda govorimo še o NBA igralcih, Dončiću in Čančarju. O Dončiću ni potrebno izgubljati besed. Čančar je pa tudi naredil lep napredek, delal na tehniki, delal tudi na telesu. Videli smo na družbenih omrežjih, koliko mišične mase je dodal v zadnjem letu in na položaju 3-4 vsekakor lahko postane ena resna opcija, igralec, ki bo dolgo časa v reprezentanci na tem položaju, morda celo dominanten, upajmo. Ampak v teh zadnjih 2 kvalifikacijskih tekmah je pa Blažič pokazal tisto, kar pravzaprav kaže zdaj v Cedeviti Olimpiji, ne samo to sezono, zdaj je bil ravno MVP meseca novembra v ABA ligi, ampak tudi lansko razvil se v pravega vodjo ekipe Blaž in zdaj tudi v reprezentanci to še potrdil. Če se spomniš ti unih prvih kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo, ko smo vsi v bistvu veliko pričakovali od Prepeliča in pa Blažiča, noben od njiju 2 še ni bil takrat mentalno sposoben potegniti voza. Videli se je, da pač ne morete, ampak sedaj se pa vidi, da vsaj pri Blažiču v reprezentanci ta vikend se je videlo takrat, ko je bilo najtežje, nikoli ni bilo kritično, to je treba povedati, ampak vedno, ko se je nakazovala krizna situacija, je Blažič vzel žogo v svoje roke
odigral akcijo, zadev trojko ali pa naredil akcijo za enega drugega soigralca, umiril ta pritisk, potegnil, prevzel odgovornost nase in res jaz občudujem tega fanta, kazga v bistvu fantastičnega košarkarja se je razvil v zadnjih letih in jaz mislim, da slovenska reprezentanca z takim Blažičem po mentaliteti zelo veliko pridobiva in enako tudi z Prepeličem. Res je, če smo v prejšnjih kvalifikacijah nekako se spraševali, kakšno globino imamo, kaj je zdaj narobe, konec koncev tisti poraz za 30 pik proti Ukrajini ali pa poraz proti Belorusiji, sicer je treba reči, recimo tisti poraz proti Ukrajini je bil že z neko spremenjeno ekipo, potem ko so bile kvalifikacije že zapravljene, so dobili priložnost igralci, ki predtem niso v reprezentanci veliko ali pa sploh igrali, ampak še vedno 30 pik proti Ukrajini. Ja, mislim, takrat smo pomlajevali reprezentanco za 28, za 28, 29-letniki, tako da pač valjda, da mladi igralci pač morajo dobiti priložnost na takih tekmah. Mislim, to zdaj ni disanje teh igralcev, daleč od tega, ampak to je bil pač en izmed teh famoznih izgovorov prejšnjega selektorja Trifunoviča, pa zakaj smo tako zelo slabi, ker pač pomlajujemo reprezentanco. A ne? V vsakem primeru poraza za 30 pik si Slovenija, evropski prvak, ne sme privoščiti, vsaj ne proti Ukrajini, ali pa poraza proti Belorusiji, pa tudi mnogi drugi porazi, se vemo, cela serija porazov je bila, kjer bi lahko kakšno zmago več iztržili. Mislim, ne nazadnje tudi Črna Gora, Madžarska že v teh kvalifikacijah, Črna Gora še v prejšnjih. Ja, ampak pod tem bivšim selektorjem Trifunovičem, ki enostavno, jaz mislim, da on je zelo dober pomočnik, ni pa selektor oziroma glavni trener in on je potrdil v reprezentanci to, kar smo pač si vedeli že prej, da on enostavno ni material za glavnega trenerja, ker v bistvu karkoli je treniral kot glavni trener je na koncu pogorel in ja, pač od začetka mu še daš nek buffer, neki manevrskega prostora, tudi ta famozna kvalifikacijska okna niso pomagala, ampak Sekulič je bil sposoben v bistveno krajšem času narediti več s temi fanti, kot je bil pač Trifunovič z aktualnimi evropskimi prvaki, ki so bili nafilani z samozavestjo, ki takrat mislim, da v tistem trenutku so se tako počudili, da bi lahko premagali tudi ameriško reprezentanco, pač karikirano govorim, ampak res. Z Goranom in Luko seveda, brez njih ne vem, če so bili zelo samozavestni. Govorim tako, ko si ti aktualni evropski prvak, Prepelič, Blažič, Murič, mislim, tudi Čančar je takrat igral, Zagorac je igral, pa Vidmar je igral, Dimec je igral. To so bili aktualni evropski prvaki. Trifunovič je podal mnoge razloge, zakaj so bili taki rezultati, ampak mislim, da ne glede na vse te razloge, da se lahko vsi strinjamo, da za 30 pik izgubiti proti Ukrajini ali pa poraz proti Belorusiji, vsaj taki porazi, če že sprejmemo vse tiste proti Latviji, Turčiji, recimo pa morda tudi Črni Gori, Španiji, pa tudi Črni Gori, ki bi že spet lahko rekli, glede na to, da smo jih na gostovanju premagali, potem doma precej slabša predstava. Vsekakor Sekulič, pomočnik Trifunoviča v prejšnjih kvalifikacijah in tudi pomočnik predtem na Eurobasketu in že predtem, že dolgo časa pomočnik v reprezentanci, je odlično pripravil ekipo. Tukaj ni kaj za reči. Pa mislim, da se lahko dotaknemo tukaj še Morgana in mislim, da se oba strinjava, da je Košarkarska zveza najprej seveda z Randolphom in zdaj tudi z Morganom zadela v polno. Mislim, res zadela z izbiro tega naturaliziranega igralca. Oba sta se v tej vlogi izkazala, dala tisto, kar smo pričakovali, ali pa celo več, kot smo pričakovali. Seveda Randolph na Eurobasketu 2017, nepogrešljiv člen reprezentance, del tega Big Trija bi lahko rekel, Dončić, Dragić in Randolph. Zdaj pa tudi Morgan, ne samo na teh dveh tekmah, ampak tudi prejšnjih dveh proti Madžarski in Avstriji je bil najboljši igralec reprezentance. Če gledamo skupaj obe tekmi, dober. Na teh dveh tekmah odličen v obrambi, skoraj da brez napak v obrambi, tudi na višjih centrih. Vidimo, kako pomemben je tak center v obrambi, tista največja luknja v slovenski reprezentanci, položaj številka 5. Tudi na šterki nismo najbolj zapolnjeni s talentom, če tako rečem.
ampak še posebej center, obrambni skok v napadu, ogromno ponovnih napadov je priboril ekipi tudi na teh 2 tekmah zdaj proti Ukrajini in Avstriji, res zadetek v polno. Edini problem pri njemu je to, da je malce nižji, da je 203 cm, 204 cm visok, robusten, močan, fizičen, se lahko bori recimo z višjimi centri. Kravcov, ukrajinski center, ima celo nekaj NBA izkušenj. Tisti, ki Gorana že dolgo časa spremljamo v NBA, pomnimo, da je tam sezono in pol v Sansih z Goranom igral na začetku prejšnjega desetletja. 212 center, ki igra po dobrih evropskih klubih, ampak Morgan z njim čisto podobno opravil, tudi z avstrijskim centrom Mahalbašičem, mimo grede Fantazije Senic, bi lahko igral tudi za slovensko reprezentanco in zelo nadaren center, mislim, najboljši igralec Avstrije, brez konkurence. Če ne bi imeli Morgana, bi slovenska reprezentanca že s takim centrom, kar smo seveda lahko videli v prejšnjih kvalifikacijah na preteklih tekmah, kjer ni bilo Vidmarja, bi slovenska reprezentanca že s takimi centri, kakor sta Kravcov ali pa Mahalbašič, imela velike težave že z njimi. Ja, jaz se moram strinjati s tabo, da je KZS ponovno potegnil zelo dobro naturalizacijo. Mislim, Jordan Morgan je na trenutke, vsaj v prejšnjem kvalifikacijskem oknu, kazal, da je bolj Slovenec od ostalih slovenskih košarkarjev. Boril se je dejansko tako, kot se zagre, in to je bilo nekaj, kar je bilo meni že od začetka všeč pri njemu, in z njim je reprezentanca res pridobila kvalitetno ukrepitev pod košem. Zdaj, iskreno mislim, da če bi bilo možno, bi jaz imel in Jordana Morgana in Anthonyja Randolpha v ekipi za Eurobasket, ampak nažalost to pač ni možno. In jaz mislim, da je tudi Anthony Randolph že zdavnaj rekel adijo slovenski reprezentanci. Upanje umira zadnje, nekaj upanja še obstaja, da bi morda Randolph bil pripravljen na olimpijskih igrah zopet zaigrati za Slovenijo, ampak ja, pot do tam je še dolga. Ja, izjemno dolga in mogoče bi se lahko zdaj na tej točki malo vrnila nazaj na tisto prvotno vprašanje, kakšen potencial ima ta reprezentanca. In jaz mislim, da z tem, da pripeljamo še tiste najboljše zraven in pa seveda temu dodamo še Dončića, je dejansko to reprezentanca, ki bo lahko zelo, zelo dobro branila naslov evropskega prvaka. Zdaj jaz ne bom trdil pa dal roke v ogenj, da bomo spet evropski prvaki, ampak izjemno, izjemno kvalitetna reprezentanca se zdaj spet to kaže. In tisto, kar si pač ti rekel, ko smo se spraševali, je kriv trener ali so krivi igralci, igralci dejansko so kvalitetni. To so zdaj še enkrat pokazali, da igralci dejansko so kvalitetni, in tudi če Sekulič ostane selektor, da ne bodo pripeljali nikogar vsaj na papirju boljšega, govoril se je pač trenerju CSKA, ki pač na koncu zaradi tega spora z Euroligo, in pa jaz mislim, da tudi s to korono in financami vprašanje, če bo KZS si ga lahko privoščil, ampak se ni dejansko uresničila zadeva. Tudi tukaj upanje umira zadnje, KZS še ni povsem ovrgla upanja, da bodo vendar lahko pripeljali tudi Sekulič, kot si rekel, izvrstno opravil svoje delo, ampak z njim so zmenjeni še v naslednjem, zadnjem krogu kvalifikacij. Zdaj se sva rekla, Eurobasket je potrjen, tako da to je samo še formalnost. Potem bodo pa verjetno pred kvalifikacijami za olimpijske igre zopet poskušali se dogovoriti z Itudisom, ampak seveda, vsi vemo, ogromno negotovosti tukaj s Covidom, z Euroligo. Tako je, ja. Ampak tudi Sekuliča mislim, da imajo lepo prihodnost, čeprav ni na nivoju grškega trenerja, ampak v vsakem primeru jaz mislim, da je pokazal na teh 2 tekmah, da lahko vodi tako ekipo. Sej, če tej ekipi dodaš Dončića, niti ne rabi tako zelo veliko vodenja sklopiti, če smo čisto iskreni, tako da imaš enega čarovnika že na igrišču, ki sam vodi ekipo. To je tisto, kar je seveda ključno. Videli smo, kaj je naredil z Mavericksi lansko sezono. Mavericksi so imeli statistično najbolj učinkovit napad v zgodovini lige NBA. Na 100 napadov so dosegali več točk kot katerakoli ekipa pred njimi. Treba je reči, da je to naredil z precej povprečnim rosterjem. Če smo iskreni, če gledamo samo po imenih, s kakšno ekipo igra Luka, če vzamemo Dončića ven iz Dallas Mavericksov, jaz mislim, da ne bi bili v play-offu. Ne bi bili niti play-off ekipa. Z njim so oni ekipa, ki se lahko bori naslednjo sezono za
najboljša 4 mesta, tista prva 4 mesta prinašajo prednost domačega parketa v končnici, tako da mislim, da se lahko borijo za prednost domačega parketa v končnici, brez njega niso play-off ekipa. Luka je igralec, ki dela gromozansko razliko. Če pa temu dodamo te igralce, ki so jih omenjali, napredek Blažiča, napredek Prepeliča, Zoran Dragić je, če je zdrav, še vedno izjemen igralec na položaju 2 in 3. In če gledamo samo to rotacijo Blaž, recimo na zunanjih položajih, Dončić, Prepelič, Blažič, Zoran Dragić. Ja, v Evropi težko najdeš boljšo rotacijo na teh 2 položajih, 2, 3 recimo. Na 1, 2 in 3, če so to igralci, ki jih imaš, če gledamo samo prvo peterko, Dončić, Prepelič, potem je malo že vprašanje Blažič ali Zoran Dragić, verjetno Zoran Dragić na 3, Čančar na 4, kdo je potem na 5, ali je Zoran Dragić na 3, Jaka Blažič na 3, to je vprašanje, morda Čančar na 3, če hočeš iti malo višji, če dobimo potem še Randolfa nazaj, pa pride še Vidmar, imaš lahko recimo izjemno visoko postavo. Ne samo visoko, tudi izjemno mobilno postavo, to je treba tudi tukaj poudariti. Gibljivo postavo z igralci, ki lahko tudi, vsaj nekateri menjajo položaj. Vidmar je tista klasična petka. Zdaj, to je pa seveda tisto največje vprašanje, tudi ko govorimo o taki dream peterki, prvi peterki, mislim, ti si rekel že prej, ko sva govorila o obeh naturaliziranih igralcih, Rabil bi oba, bi bilo seveda idealno, če bi lahko imel recimo Randolfa na 4 in Morgan na 5 in imaš potem Dončić, Prepelič, pa recimo Zoran Dragić, Randolf pa Morgan. To je že tista huda evroligaška postava, mislim postava, ki bi v Evroligi premagala lahko kjerokoli ekipo. Ali pa na Eurobasketu. Ampak to je seveda neznanka. Kdo bo vzel to pozicijo naturaliziranega igralca in kako bodo slovenski igralci, višji slovenski igralci na teh položajih, kjer imamo luknjo. Mislim, imamo veliko visokih igralcev, ampak problem je v tem, da nimamo veliko vrhunskih oziroma zelo dobrih visokih igralcev. Nimamo ne vrhunskih, ne veliko. Če gledaš, koliko časa je Dimeđe v reprezentanci in koliko priložnosti dobiva, je treba biti iskren pa povedati, da je glavni razlog za to, da dobiva toliko priložnosti, zaradi tega, ker je tako visok. Če gledamo samo njegove predstave, kar je do zdaj pokazal, če ne bi bil tako visok, ne bi zaslužil poklica. Ja, mogoče celo res ne. In to seveda kaže na nek način tudi to, kakšno luknjo oziroma sušo imamo. Na nek način imamo res tudi, ko gledamo mlajše kategorije, Blaž, imamo tudi v mlajših kategorijah res perspektivne, mlade branilce, krila, organizatorje, zanimive igralce, ki bodo lahko res dosegli vrhunski evropski nivo. Jih je kar nekaj, ampak na teh višjih položajih, višine talentiranih igralcev, res perspektivnih igralcev, ki bi imeli, recimo, tako kot pred leti, se veš, kako je bilo, Smodiš, Nesterović, Nahbar. Ja, ne pozabi, recimo Erazem Lorbek, Primož Brezec, Uroš Slokar, mislim, to so bili res... Same legende evropske košarke, igralci, ki so v svojih klubih in seveda tudi reprezentanci dosegali ogromno. Takih pa zdaj nimamo več, ne? Zato ves čas se pač pogovarjamo o teh naturaliziranih igralcih, zato recimo tudi se nekako govori šepeta o imenu Luka Garza, igralec iz NCAA lige. Z slovenskim, bosanskim in ameriškim potnim listom lahko bo igral, če bo igral seveda za katerokoli reprezentanco, ampak igralec, ki je po eni operaciji, ki jo je imel 2 leti nazaj, imel neke težave z zdravjem, nek tumor, resne težave z zdravjem, ampak po tistem naredil neverjeten napredek in bil lani res izjemen v najboljši konferenci NCAA, najbolj dominanten center, take številke praktično že očeka, nikdo postavil, letos je pa še boljši. Na začetku sezone res zelo, zelo talentiran center in če bi kakšnega takega igralca dobili, bi to še dvignilo lahko apetite, ampak tudi s dobrim naturaliziranim igralcem, ko dodamo temu zunanje igralce, ki so jih že omenjala,
Čanča recimo ima zdaj potencial ob tej dodani mišični masi, da lahko se morda kar konkretno in dobro kosa s kakšnimi šterkami pri svoji višini in s to dodano maso, mislim, da bi bil tega sposoben. Tako da, veš, na papirju ta prva peterka, če dodam temu še tisto, kar sem prej omenil, kaj je Luka naredil z Mavericksi, jaz mislim, da bi lahko s tako reprezentanco on ogromno naredil, da je taka reprezentanca lahko kandidat za najvišja mesta na katerem koli turnirju, seveda je odvisno potem tudi od meča pa v dvoboju, na koga naletiš, s kom se boriš, ampak glede na to, da Mavericksi zdaj z Luko, s postavo, ki jo imajo naslednje leto, tudi Luka vedno napoveduje, on se bori samo za naslove prstane, tudi zdaj napovedal, da naslednje leto računa na prstan, to je na tisto s tem ciljem štarta sezono. Jaz mislim, da bi lahko tudi s tako reprezentanco ogromno naredil in s to globino morda, če zajamemo prejšnje in te kvalifikacije, tiste najboljše posameznike, mislim, da imamo res konkurenčno in zanimivo reprezentanco z jedrom, z igralci, ki lahko recimo skupaj igrajo vsaj še 5 let recimo in v tem času morda celo kaj osvojijo. Ja, jaz mislim, da je čisto možno, no, da lahko še osvojijo kakšno kolajno. Ni znanstvena fantastika. Bistveno boljše možnosti imamo, kakor bi človek mislil iz prve. Tako da jaz dejansko se veselim predvsem teh velikih tekmovanj, če sem čisto iskren, jaz te Fibinih oken ne razumem ravno najbolje. Še vedno mislim, da je bila to brca v prazno, kar se tiče Fibe, ampak dobro, tukaj nimam, to bo verjetno ostalo. Ampak jaz iskreno se veselim prihodnjih tekem in, kaj ne rečem, spet uživam v košarki slovenske reprezentance, to bom še rekel. Ja, upam, da bomo uživali tudi v naslednjih kvalifikacijah za olimpijske igre. Zdaj, kar je treba še povedati, to, da Luka po vsej verjetnosti na teh kvalifikacijah ne bo mogel nastopati na olimpijskih igrah, bo lahko potencialna 7. tekma finala NBA lige naslednjo sezono se bo igrala 22. julija, 23. julija se pa začnejo olimpijske igre. Liga si nikakor ni želela, da bi se finale prekrivalo z olimpijskimi igrami in da bi na ta račun izgubljali gledanost. Zato so poskrbeli, da se bo prej končalo, ampak zdaj, če bo Luka igral finale, potem seveda njegov nastop za reprezentanco je zelo malo verjeten. In to seveda tudi slovenske navijače zdaj postavlja v malce neugoden položaj. Če sploh ne bi prišel v končnico, potem bi namreč verjetno lahko igral že v kvalifikacijah za olimpijske igre. Če pride v končnico, tudi če bi samo prvi krog igral, bi verjetno zaradi tega že zamudil nastop v kvalifikacijah. Morda, zdaj ne vem, zelo na tesno bo šlo. Natančnih datumov namreč ne vemo, vemo samo zaključni datum. Tako da je malce neugodno to za slovenske navijače, ki seveda uživajo v Lukovih nastopih. Za Maverickse vsi uživamo ob njegovih čarovnijah, ampak vsi bi ga tudi radi videli v reprezentančnem dresu in tudi on je želel igrati zdaj v teh kvalifikacijah, si je zelo prizadel. Predsednik in sekretar Košarkarske zveze sta povedala, da je celo sam poskušal po kanalih poklicu Cubana, vendar seveda brez tega dogovora med FIBO in NBA klub tega dovoljenja ne more dati in zato je bilo to izven kakršne koli moči Luke, da bi karkoli naredil, ampak vemo, da si želi igrati in ja, je tisti noben noče proti Mavericksom navijati, da bo po drugi strani ga to hočeš videti, ampak se razumeš to dilemo zdajle. Mislim, jaz navijam za slovensko reprezentanco. Na prvem mestu eno in edino, kaj to pomeni, da boš navijal, da Mavericksi ne pridejo v play-off ali kaj? Ma, to je zdaj njih ta trik, ja. Ne? To te sprašujem. Jaz dejansko bi, če bo to pomenilo, da lahko Luka igra na kvalifikacijah za olimpijske igre, pol pač upam, da Mavericksi ne pridejo v play-off. Ja, jaz sem, se veš, NBA fan, true and true, mislim, ja.
Jaz si želim, da gledam finale Mavericks Miami Heat. Po drugi strani pa, če bi mi kdo dal zdaj sanski scenarij, a hočeš finale Mavericks Heat, Goran proti Luki, ali hočeš seveda, da Goran in Luka spet nastopata za reprezentanco na olimpijskih igrah, it's a no-brainer. Vemo, kaj bi vsi hoteli, ampak ja, Goran je svoje dal, on uživa zaslužen pokoj, je v teh letih, ko več za reprezentanco ne more dati, in če bo Luka toliko dal kot Goran, bomo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni. Je pa taka zelo triki dilema to, verjetno tudi za Luko. On si verjetno želi usvojiti prstan, potem pa še usvojiti medaljo z reprezentanco. Če njega vprašaš, je pa verjetno odgovor tak, najprej prstan v NBA, potem pa zlato na olimpijskih igrah, ampak kako se bo pa to izpletel, ja, o tem bo pa več v prihodnih podcastih, razen če nav še kaj dodal zdaj Blaž. Ne, jaz mislim, da so bila kar precej obsežna, no, tako da jaz upam, da ste tudi vi tako zelo navdušeni nad slovensko reprezentanco in prihodnostjo, tako da lahko pustite komentar na YouTubeu, pa napišete, če se strinjate z nama ali ne, da pač imamo kar precej lepo svetlo prihodnost. Pa tudi nogometna reprezentanca in napredovanje v Ligo B velja omeniti in v tem kakšen podcast v prihodnosti posnet, kjer boš lahko morda tudi ti kakšno tisto napredno statistično analizo, s katerimi smo začela ta podcast podal, ampak ja, mislim, da je to za tokrat. Se slišava v priliki za naslednji podcast, kmalu, zdaj smo seveda že spet bolj redni, sezone zopet potekajo, vse se dogaja in upajmo, to, kar sva tudi rekla, da seveda ta COVID nam vsaj tega užitka ne bo vzel, če že moramo ždeti v karantenah in biti distancirani in vse. V tistem prvem valu, ko so prekinili še vse lige, sem jaz še kanček bolj trpel, zdaj lahko vsaj s tem športom se malo zamotimo, pa malo podebatiramo, da vsaj nekaj prijetnega v vseh teh slabih in slabših novicah iz vsega sveta je dobro, da imamo vsaj nekaj tega razvedrila, da Blaž. Ja, tako je, ja. Amen, said the church, nič. Hvala, da si vzel čas in se z novim podcastom kmalu zopet slišva. Velja, adijo in ostanite zdravi.